Pozdravljeni pri predmetu jezikovno izražanje otrok in ustvarjalno izražanje. Nekateri me še ne poznate, zato naj se vam najprej predstavim. Sem Jasna Švajger, profesorica razrednega pouka na osnovni šoli Trska. Tam poučujem 1. razred. Tako, pri omenjenem predmetu boste sodelovali z mano. Dosegljiva bom preko elektronske pošte, ki je navedena na prosojnici. Tukaj sem bolj ali manj ves čas na razpolago, če boste imeli kakšno vprašanje ali boste oddali kakšno nalogo. Ob predhodnem dogovoru sem dosegljiva tudi preko Skypa. Sicer pa je vzpostavljena spletna učilnica v Teamsu, v kateri je možnost oddaje nalog, videokonference, vendar z njo začnemo v sredo 22. aprila. Prvi del predmeta jezikovno izražanje otrok bo potekal 14 šolskih ur. Termini so navedeni na prosojnici. Od 16. do 19. ure bom te dni na voljo za pogovor. Kakšno predavanje pa bomo izvedli kot videoklic. Vendar o slednjem boste obveščeni vsaj dan prej. Obveznosti predmeta pa so aktivna udeležba, torej vključevanje v pogovor pri videoklicu, oddajanje domače naloge, fotografije ali videoposnetki domačih nalog. Poleg tega je obvezna še refleksija raznih člankov ali obravnavanih dejavnosti. Kaj pa refleksija je? To je neke vrste esej, vaše premišljanje, razglabljanje o temi, izražamo mnenja, oceno in presojo in jih utemeljujemo. Pri jezikovnem izražanju otrok bomo izvedli tudi izpit oziroma kolokvij, in sicer v četrtek 23. aprila. Trajal bo od 16. do 16:45. Preizkus znanja bo v spletni obliki, ob njem pa boste lahko uporabljali zapiske in druga gradiva. Omejen je le čas pisanja, 45 minut. Za jezikovnim izražanjem otrok sledi ustvarjalno izražanje v navedenih terminih. Pri tem predmetu ostajajo obvezne aktivna udeležba in refleksije. Ob koncu pa ne bo pisnega izpita, ampak interpretativno branje. Zadnje predavanje v sredo 13. maja bo zagotovo potekalo kot videoklic, v katerem boste z branjem nastopili vsi. Brali boste poljubno besedilo, dolgo največ 500 besed. Tako, pa začnimo s predmetom jezikovno izražanje otrok. Ko vstopite v igralnico, polno otrok, kaj najprej naredite? Poznate še nikogar? Kako boste izvedeli, kako je komu ime? Preko socialnih iger, ki so v igralnici zelo pogoste in zelo potrebne. Delimo jih na uvodne socialne igre, te so igre predstavljanja in spoznavanja otrok. Na prosojnici imate nekaj navedenih, te so zeleni krokodil, stol na moji desni je prost, naj bo moj gost nekdo, poimenujejo otroka po imenu in tako tudi utrjujejo imena drugih otrok. Socialne igre so tudi igre razlik in podobnosti. Otroci iščejo razlike in podobnosti med sabo in drugim otrokom, poleg tega pa lahko uvedemo v igralnici tudi igro, na primer detektiv, ko otroci iščejo razlike, kaj se je spremenilo, ko nekdo odide ven, če poznate to igro, in drugi nekaj spremeni na sebi, potem pride tisti nazaj noter in išče, kaj je drugačnega pri kakšnem od otrok. Naslednja socialna igra, skupina socialnih iger so igre skupinske identitete in pripadnosti. Tukaj lahko
zatkemo mrežo prijateljstva. Zato ponavadi uporabimo volno in jo mečemo prijatelju, torej tistemu, ki je v igralnici. Tega pokličemo po imenu, morda lahko dodamo še kaj k tej igri, da vsak, kdor dobi klobčič volne, da pove nekaj o sebi. Zastavimo na primer vprašanje: imaš bratca ali sestrico? In ko dobi klobčič volne, odgovori na to vprašanje. Med socialne igre spadajo tudi igre sodelovanja, kot je na primer ena ogledalo. Tukaj poteka delo v paru, eden drugega gledata otroka in eden je tisti, ki je človek pred ogledalom, drugi pa je ogledalo, in tisti, ki je pred ogledalom, dela različne gibe, ogledalo pa mora čim bolj natančno ponavljati gibe za tistim, ki se gleda vanj. Socialne igre so tudi igre reševanja konfliktnih situacij. Te so zelo pomembne, velik nabor takšnih iger lahko najdete na spletu, v kakšnih priročnikih. Tukaj vam podajam en spletni naslov, na katerem najdete ogromno socialnih iger, uporabnih za vrtčevske otroke, za šolske otroke, morda tudi v kakšni skupini odraslih otrok. Kateri pa so nameni jezika? S pomočjo jezika ubesedujemo predmetnost okoli sebe. Pomembno je, da pri otrocih v igralnici bogatimo besedni zaklad in seveda razvijamo s tem besedišče. To naredimo lahko na različne načine. Lahko postavimo različne predmete pred njega in jih ta poimenuje. Lahko se igrajo kakšno igro, kot je na primer igra detektiv, ki sem jo predstavila že na prejšnji prosojnici. Lahko pa uporabimo različne didaktične pripomočke. Tukaj na desni imate fotografijo, na kateri so predstavljene ABC karte, ki jih lahko uporabljamo na najrazličnejše načine. Lahko je to, da se igrajo otroci spomin, da se igrajo črnega Petra, lahko pa vzgojitelj samo pokaže sličico in otrok poimenuje, kar vidi na sličici. Pomembno je tudi to, da s pomočjo jezika razmišljamo, čustvujemo in načrtujemo. In tudi otroci, tudi najmlajši, morajo znati izražati svoja čustva. To naredimo lahko s pomočjo sličic, ki sem jih priložila na prosojnici levo. Zjutraj lahko v jutranjem krogu otroke pozdravimo in jih vprašamo, kako se počutijo. Oni imajo za to te kartončke in ustreznega pokažejo. Potem pa ni to dovolj, da samo pokažejo kartonček, ampak je pomembno to, da ga opišejo. Kaj vidijo na sličici? Torej, vidijo nasmeh, morda vidijo kakšno posebno obliko oči, ki jih spominja na kaj. In tako obliko povežejo s ustreznim čustvom. Z jezikom navezujemo stike z drugimi ljudmi. Pri otrocih je zelo pomemben jutranji pozdrav. Pomembno je, da se v tem času, ko pridejo vsi v igralnico, da si vzamemo čas, se usedemo in eden drugega pozdravimo. Lahko je to skupinski pozdrav, lahko je to preko pesmice, lahko je preko kakšne gibalne igre. Na najrazličnejše načine lahko to naredimo
ampak ne smemo pa pozabiti nanj in ga tudi dati mu moramo velik pomen. Preko jezika sporočamo o svojem poznavanju nečesa, mnenju, doživljanju in podobno. To z otroki v igralnici opravimo lahko v jutranjem krogu. Torej po jutranjem pozdravu, po izražanju počutja, lahko vodimo nek pogovor o nečem, o dani temi, o tisti temi morda, ki je tisti dan namenjena za obravnavo. S pomočjo jezika razodevamo tudi sebe, kaj smo, kdo smo, kaj nas zanima. Ena dejavnost zelo zanimiva, otrokom zelo zanimiva, je pantomima. Oni postavimo jim na primer vprašanje, kaj bom, ko bom velik, ali pa morda, katera je moja najljubša žival, in oni to prikažejo s pantomimo. Drugi otroci pa z besedami ugotavljajo, kaj ta otrok kaže. To je še en način bogatenja besedišča, pa tudi en način, da se spoznavajo otroci med sabo. Kaj ima kdo rad, kaj koga zanima. S pomočjo jezika pa tudi spoznavamo vednost, prepričanje, doživljanje drugih. To predvsem spoznavamo preko pogovora, preko različnih dejavnosti, kakšne delavnice se lahko organizira na to temo. Sedaj pa vaji za vas. Prva vaja je, kaj predstavljata fotografiji. Opišite jo čim bolj natančno. Opišite vse, kar vidite na fotografijah. Druga vaja, kaj nam osebe na fotografijah sporočajo z nebesednim jezikom. Poskusite razbrati. Sedaj pa o družbenih vlogah jezika. Poznamo materni jezik, nematerni jezik, uradni jezik in državni jezik. Materni jezik je tisti, ki se ga že kot otroci naučimo prvega. In pomembno je, da ga razvijamo skozi celo življenje. Ni pa nujno, da je materni jezik otrok jezik okolja, kajti jezik našega okolja je slovenščina in za marsikoga v igralnici je to nematerni jezik oziroma drugi jezik ali tuji jezik. Od njih, kot vzgojitelji in učitelji, ne smemo zahtevati, da se doma sporazumevajo v slovenskem jeziku, ampak moramo biti občutljivi na to, da še vedno negujejo svoj materni jezik. Da pa pridobivajo besedišče slovenskega jezika oziroma jezika okolja in priporočamo branje pravljic, pesmic v slovenskem jeziku seveda, učenje pesmic na pamet, to je zelo učinkovit način pridobivanja novih besed slovenskega jezika. Uradni jezik in državni jezik sta pri nas slovenščina. To moramo vedeti kot vzgojitelji in učitelji, da uporabimo knjižni jezik pri podajanju nekih informacij staršem in otrokom. Kajti mi smo vzor otrokom in tudi preko vzora otroci spoznavajo nove besede, bogatijo besedni zaklad in besedišče. Sedaj pa razprava. V našem okolju je pogosto to, da se starši odločajo, da vključujejo otroke v tečaje angleščine že zelo zgodaj. Tudi v osnovni šoli se je uvedlo
uvedel pouk angleščine že v 1. razredu. Kaj menite o tem? Za domačo nalogo napišite razpravo, vaše mnenje o angleščini od malih nog, da ali ne. Svoje ugotovitve utemeljite, svoja mnenja utemeljite. Naloga naj bo opravljena do srede 22. aprila. Pošljite mi napisano po elektronski pošti oziroma potem v spletni učilnici. Sporazumevanje je dejavnost, ki zajema najmanj 2 osebi. Tisto, ki govori ali piše, ter tisto, ki posluša ali bere. Torej, sporazumevanje ločimo na sporočanje in sprejemanje. Sporočanje je dejanje sporočevalca v govorjeni ali pisni obliki, sprejemanje pa je dejanje naslovnika oziroma prejemnika kot poslušanje ali branje. Spodaj na prosojnici imate vajo, sam v paru skupaj. To sicer ne morete sedaj nadaljavo izvesti, vendar naj vam samo predstavim dejavnost. Naprimer, tukaj imate spodaj nekaj tem, ki bi jih lahko obdelali s pomočjo te metode. Sama sem si za predstavitev izbrala praznovanje rojstnega dne v vrtcu. Tukaj otrok predstavi najprej sam sebi, torej sam oblikuje, kako bi praznoval rojstni dan v vrtcu. Katere dejavnosti bi pripravil, kaj bi predstavil, bi mogoče pripravil kakšno pogostitev. Torej pri tem elementu najprej sam sebi oblikuje neko zasnovo. Potem se postavita 2 v par in eden drugemu predstavita svoj načrt praznovanja rojstnega dne v vrtcu. Potem pa se pari združijo v skupino vseh otrok, pride pa na vrsto 3. element, skupaj. Tukaj lahko pa vzgojitelj izbira, ali bo tisti, ki je sam za sebe oblikoval praznovanje rojstnega dne v vrtcu, to tudi predstavil drugim, ali pa bo tisti drugi, ki je bil njegov partner v paru, predstavil dejavnosti prvega. Torej tukaj lahko preverimo, kako se otroci izražajo, ali pa tudi, kako eden drugega poslušajo. Pogosto se v praksi, tudi v moji, pojavlja to, da vzgojitelji oziroma učitelji podajamo zelo dolga navodila. Vendar je treba vedeti, da pozornost otrok je pa zelo kratka. Zato je pomembno, da delujemo po principu manj je več. Tukaj imam na prosojnici eno vajo, kako razložiti navodila igre s čim manj besedami. Igra se imenuje Priplula je ladja in pri tej igri, na primer, imamo eno žogo. Žogo vržemo in ob tem nekomu izmed otrok in ob tem rečemo: priplula je ladja na S. In tisti, ki ujame žogo, mu pomagamo, da poišče 3 besede ali pa 2 ali pa morda samo eno besedo, ki se začne na glas S. Torej reče sonce. Nato spodbudimo otroka, da določi en drug glas. Torej priplula je ladja na glas P. In vrže spet nekomu drugemu, ta išče besede na glas P. In tako se
si sledi igra oziroma dejavnost, za katero kaj kmalu ugotovijo otroci potek, kako gre. Že prej sem omenila, da moramo vzgojitelji in učitelji dobro poznati pravila slovenskega jezika. Ta delimo na slovnična, pravorečna in pravopisna. Slovnična so namenjena predvsem za skladanje besed v višje enote, kot so besedne zveze, povedi, besedila. Pravorečna vsebujejo izgovor, naglas, hitrost, višino, premor, barvo. V igralnici ni prostora za narečne oziroma pogovorne izraze. Treba je biti pozoren na to, da uporabljamo knjižni jezik. Poznamo tudi pravopisna pravila za zapis glasov s črkami, raba velikih in malih črk, ločil, deljenje, pisanje skupaj narazen, z vezajem, pisanje prevzetih besed. Starši pogosto komuniciramo v pisni obliki, pa ne samo s raznimi sporočili preko elektronske pošte, ampak tudi, na primer, z vabili za razne prireditve za starše. Pri tem je pomembno, da upoštevamo pravopisna pravila, ki odražajo našo strokovnost oziroma tudi avtoriteto. Sedaj pa se boste preizkusili tudi vi v poznavanju pravopisnih pravil. Rešili boste preizkus znanja Všeček za slovenščino, ki ga je oblikovalo Slavistično društvo. Rešili ga boste do jutrišnjega dne, ko bomo imeli video konferenco, torej predavanje preko video, in bomo šli čez ta preizkus znanja. Predebatirali bomo, zakaj se v določenih situacijah napiše tako in ne drugače. Torej preverili boste, kje ste oziroma kje rabite še malo vaje. Eden izmed načinov, kako otroke v vrtcu naučiti raznih pravil ali besed, je slikopis. Pred vami je slikopis z naslovom Živalski vrt. Ob tem se otroci lahko naučijo marsičesa. Pravilnega oblikovanja besed, torej sklanjanja, števila, lahko poimenujejo, kaj vidijo na sličici, spoznavajo in poimenujejo različne barve, oblike in še bi lahko naštevali. Pred vami je še ena vaja, preko katere lahko otroci v vrtcu spoznavajo slovnična pravila in tvorijo besede v višje enote. Pri tej vaji morajo poimenovati narisane stvari na sliki in iz teh in drugih besed tvoriti povedi. Za primer bom predstavila prvo vrstico. Kaj vidite na sličici? To so čevelj, jabolko in miza. Kako bi lahko to povezali v poved? Na primer, najprej sem sedel za mizo, kjer sem pojedel jabolko. Nato sem se odpravil ven, kjer sem si obul čevlje in se šel lovit. Sedaj pa se lahko tudi sami preizkusite v tej vaji. Pri tej vaji lahko vidite, da imajo otroci na voljo eno sličico manj, zato bojo najverjetneje morali uporabiti kakšno svojo besedo več. Prva vrstica prikazuje dve sličici, in sicer skodelico čaja in banano. Besedi tvorim v poved.
Jana bo za zajtrk popila skodelico čaja, Peter pa bo pojedel banano. Tudi vi se lahko preizkusite v tvorjenju povedi z naslednjimi primeri. Da ponovim, za domačo nalogo napišite razpravo z naslovom Angleščina od malih nog da ali ne. To napišite do srede 22. aprila in mi besedilo pošljite preko elektronske pošte ali pa ga naložite v spletni učilnici Teams. Do jutri pa rešite učni list Všeček za slovenščino, v katerem se skrivajo naloge, ki preverjajo vaše poznavanje slovničnih pravil.